Lep pozdrav. Najprej vse skupaj lepo pozdravljam, tudi tebe, Polonca, hvala za povabilo. Zelo sem vesela res, da si prišla s tem namenom, da seveda predstaviva tole tvojo čudovito knjigo oziroma priročnika, ne? Imenuje pa se Čarobni svet servet. Takole bomo pokazali na ekran. Simona, tole ni dolgo, kar je išlo. Ne, tole je išlo oktobra, lansko leto. Predvsem je namenjen ta priročnik bil prvi vrsti dijakom. Zdaj pa nekako moram reči, da je kar dobro bil sprejet in da se je pokazalo, da dosti ljudi rado pripravlja pogrinjke tudi doma zase. Ker bom rekla, v tvojem priročniku je kar nekaj, koliko je teh pogrinjkov. Takole malce bomo pokazali, kaj vse je tukaj notri. To so pogrinjki za posebne priložnosti, a ne, Simona? Tako, v bistvu ta priročnik ima 30 zlagan servet. Ti pogrinjki so pa zraven bolj kot ne za popestritev tega priročnika oziroma malo idej, kaj se pa lahko, bom rekla, ustvarja recimo na določene teme, svečanosti, pogrinjke, ob različnih priložnostih. Pa predvsem, bom rekla, za dijake je bilo smiselno glede inventarja, pribora, male namizne opreme, kaj to je. Jaz sem izhajala pa z tega stališča, ker je po profilu sem učitelj praktičnega pouka in potem sem zaradi tega tudi to napisala. Tudi to napisala. Seveda, jaz sem prepričana, da bo prav prišlo vsaki gospodini, ker ta knjiga se da tudi kupiti, ne? Tudi, ja. Tudi kupiti, kje je lahko? Ja, moram reči, da tle se je sicer malo zataknil, ker jaz to drugače doživljam kot mogoče drugi. Ta priročnik so mi pa prisluhnile, moram reči, da zdaj trgovine ali pa celo tisti sponzorji, ki so mi prej pomagali, da bo zdaj to na trgu, da bo v bistvu možno kupiti se dosti. Je pa zdaj trgovini Vele, potem... Super, takole, se dobijo ti priročniki, pa tudi Simona pri tebi, na tvoji telefonski številki. Ne, na moji spletni strani. Spletna stran je www.pogrinjki.com. Takole. Tam tudi je potem komunikacija, tako da se lahko komunicira tudi z menoj kot avtorico. Super, zdaj pa seveda v zakulisju, oziroma že tam, ne v zakulisju, tukaj pri nas, že lahko vidimo, bom rekla, spretne roke. Simona, s sabo si pripeljala dekleta, ki nekako že znajo te pogrinjke delati. Moram reči, da tle res mi se poznamo, že sodelujemo, predstavitev je v bistvu dveh turističnih kmetij, pa gospe Franjska, ki v bistvu je v tem društvu turističnih kmetij, mislim, da bo ona sama lažje več in lepše predstavlja kasneje. Cilj je pač bil mogoče, da pokažemo, da se res da lepo ustvarjati z teh servet, da mogoče one z prakse povedo, kako je, ker v bistvu tudi ideja za ta priročnik je sicer nastala na ladji, ameriški, ko sem delala. Takole. Gre pa Simona midva kar od začetka. Zdaj tale ladja mene zelo zanima. Ti si bila na ameriški ladji, ali kako? Ja, to je bilo takrat, če bom rekla, ker sem nabirala prakso, izkušnje. Želja moja je bila, da vidim, kako je to pač poteka drugje v tujini in res je, da sem bila 8 mesecev na ameriški ladji. To je bila luksuzna ladja in tam so se pogrinjki v bistvu delali, bom rekla, velik poudarek je bil na strežbi, na takari smo imeli, bom rekla, kar take obveznosti, bom rekla, da smo imeli skrb, da je bilo sala se dnevno spreminjala, ker so gostje ostajali dlje časa gor. In pa je bo treba to različno. Ja, in s tem, ko ti zložiš servetko malce drugač, pa mogoče še barvo servetke spremeniš, se celotna sala postane čisto druga. Postane čisto druga. Imeli smo pa tudi več uniform somljerskih. Tole je tudi iz ladja, Kako je bilo, Simona, na ladji? To je eno lepo doživetje. Na ladji, ja, to so nepopisni trenutki. Jaz moram reči, na začetku zame zelo težko, ker moram reči, da nisem bila vajena takega načina dela, kot so ga imeli oni. Kakšen način imajo? Tako, če sam povem, recimo, da jaz sem bila wine waiter
Kaj to pomeni? Stregla sem samo vina, ne? Ker deklice, jaz sem bila takrat, mislim, deklica, mlada. Deklice nismo smele streči druga kot vina, ne? Tako je bilo na ladji, ne? Vse ostala dela natakarska so prevzemali moški, fantje, tako da potem so nas pa tako izurili, ne? Koliko minut smeš sprejemati naročilo, kje, kako, kaj, to je bilo vse določeno. Ja, vse. Tako da potem v bistvu na začetku si dobil 5 v mizi, ko je vodja sklepil, šef sale, da si sposoben več, ti je dodajal malo več. Še več, ne? Ja, na koncu si jih imela 30. Super. Ja, tako da. Simona, danes bomo zastavili tudi nagradno vprašanje. Ja. Podelili bomo 3 takšne knjigice. Bom rekla, se vredno potruditi, poklicati v našo oddajo, poklicati, seveda poprašati, kaj Simono. To vedno prav pride. Jaz moram reči, ko sem dobila tole tvojo knjigico, sem že malce gledala doma, ker vedno pride kakšna kregarija okrog tega, kako pa mizo okrasiti, kako pa mora biti. To je seveda zelo pomembno. Najprej je pomembno seveda, kakšni so prti. Najboljš, Simona, da kar ti to poveš, ker ti to veš. No, jaz bom rekla takole, tudi ta priročnik sem jaz videla tako, ne, življenje pač takšno, kot ga imamo, je ena ihta tempo in potem včasih v praznikih, ne, želiš družini ali pa svojim najbližjem podariti malo več in potem ti ta priročnik, bom rekla, temu pripomore. In to je manjkalo. Ta priročnik je res prvi v Sloveniji, tovrstnega ni do zdaj bilo o zlaganju servet. To bo za vsako gospodino, bom rekla, zelo zanimivo. Ja, in v bistvu sem želela, ne, da bi, nisem želela recimo prodati Simona Pompeja, ampak tle je pač, ja, tako kot ima kuharca recimo, vsaka gospodinja dosti kuharc na razpolago, da lahko ustvarja, dela drugačne jedi, poleg učbenika, ne, ki govori, kako kuhati določeno jed. Tako sem želela tudi za strežbo, ne, da imajo ljudje ideje, da lahko poskusijo, ker to ni nobena umetnost. Ne? No, ampak ko to malce potreniraš, vse je v fazah, moram reči, da je priročnik narejen. To ni fotokopija, to ni nikoder skenirano, tako da vsaka mogoče pokaže vas zdaj kar en vzorec. Tle je recimo 9 hodov, bilo je pa fotografiranih 35 do 40. Za vsako takšno? Ja, za vsako takšno in potem sem jaz ven zbrala 9 tistih nujnih in obesedla slike. Super. Ja, tako da to je narejeno. Tako da bomo danes podarili oziroma za nagrado dali 3 takšne knjigice, ki so seveda vredne, da pokličete tukaj le Simono, poprašate kaj. Že imamo nekoga na telefonski zvezi. Halo? Dober dan, želim. Lep pozdrav komu? Joži pri telefonu. Joži. Prav lepo vas pozdravljam. Ja, jaz sem zelo vesela, da ste poklicali. A vas, Joži, zanimajo takšne stvari? Ja, mene zelo. Vas zanimajo, a ne? Prej bi gospe čestitala za tako izdajo, to je res nekaj pogumnega. Hvala. Ja. Zdaj, Simona, bomo zastavili kakšno nagradno vprašanje, potem pa bo verjetno še kaj vprašanje z vaše strani, verjetno, a ne? Kaj bi, Simona? Mogoče vprašanje, o čem ta priročnik govori. O čem govori tale priročnik? Vsekakor o izlaganju servet, serviranju, tako naprej. Takole, o servetkah, torej o serviranju. Skratka, Joži, vi ste si prislužili tole lepo, čudovito priročnik. Prav lepa, hvala. Priročnik, pustite Joži naslov. Bom. In jaz upam, da vam bo šlo tole, če ne pa pokličete Simono, pa bo Simona z veseljem. Zadnji na knjigici, mogoče še to poveva, ne, tlele zadnji na knjigici je moja spletna stran in pa elektronska pošta, tako da lahko pokliče, komunicira. Joži, imate še mogoče kakšno vprašanje? Vas kaj zanima? Mogoče kaj s pribori ali pa s kozarci? Kaj ti, Simona, to vse ve? Halo? Joži, se je že poslovila, seveda bomo pa nekako klicali še koga drugega, ne? Simona, tukaj v ozadju vidiva tudi prelepe stvari, bomo kar šle tjale za tole mizo najbolje, a ne? Kaj vse? To je vse iz vašega dela, Simona, mogoče na ono stran, takole proti kameri. Takole, ne, tu moram reči, da sem zelo vesela, ker so mi v šoli pomagale kolegice, ki so vedele, da sem danes vaš gost. To za dijaki, jaz učim na srednji strokovni šoli v Zrečah in pri pouku praktičnega pouka, ker mi imamo poleg, bom rekla, strežbe in kuharstva še tudi šivanje. Morajo dijaki znati vem vest, in tole je ročno delo zaključnih izpitov.
ki so dijaki pri nas ustvarjali, to se malce pri Tole mi fajn kuharstvu diši, poigramo. Ja. Tudi pogrinke delamo za različne priložnosti, zlagamo servetke, a ne. Tako da jaz mislim, da dijaki v tem, saj moj vtis in tudi potem zdaj doživljam in vidim, da mladina je zelo dobro to sprejela. Oziroma že prej je dosti samo, vsi pozabimo ideje, ne? Oziroma znamo en vzorec zložiti, potem se pa ne moramo spomniti več, ne? Kako ta vzorec smo zlagali in zdaj je dosti lažje. In zato je priročnik, ki ga ti vzameš v roko in polkar. Takole, telefončki že zvonijo, imamo mogoče koga na telefonski zvezi. Halo? Dobar dan. Lepo zdrav. Dobar dan iz Šentjurja, kličem Rozika. Rozika, lepo zdrav v Šentjur. Kaj boste kaj vprašali, moj gost? Ja, jaz z zanimanjem gledam. Prej sem hodila kukati iz kuhne, ko sem je štajerskih 7, zdaj sem pa kar obsedela pred televizorjem. Super, super. Ja. Navdušena sem, ko sem videla tole knjigico, ko jo gospa predstavlja. Ja, res sem vesela, da se je nekdo tega spomnil. Zanimivo. Zelo. Pride za kakšne te priložnosti, ko ne veš, kako bi resnično okrasil mizo, pa ti seveda tale priročnik pride kaj hitro prava, ne? Ja, a veste, kaj to je bilo fajn kaj pogledati? Gospa, imate vi kakšne predavanje ali kaj takega? No, to tudi znam. Ja, jaz sem zaposlena na srednji strokovni šoli iz Reče, tam imamo tudi, bom rekla, več teh tečajev, predavanj za odrasle, za ljubitelje, tako da sploh ni noben problem, sicer pa to ureja uprava, to je pa SIC, Svetovalno-izobraževalni center Slovenske Konjice. Če te ja pokličete, vam povejo razporede. Je pa v tem priročniku 18 idejnih pogrinkov, 18 idejnih pogrinkov, ki so, bom rekla, po praznikih razproščeni. Simona, eno vprašanje imam zdaj, če lahko, ker si učiteljica, pa bom jaz kar dvignala roko. Zakaj, Simona, nisi poimenovala te pogrinke? To me zanima. Zelo dobro vprašanje. Ja, ker sem rekla, kako se pa tole reče, kako je pa tole. Ste še na zvezi? Še, gledam, ja. Moram reči, da prav namenoma kot avtorica sem se s tem vprašanjem zelo ubadala. Želela sem poimenovati, ampak sem se pol vendarle odločila, zakaj ne, mogoče pokaževa tole fotografijo. Zanimivo je bilo, da glih v tisti fazi, ko sem jaz razmišljala o imenih, smo vadili z dijaki in jaz sem videla to kot ribo. Nekdo od dijakov, mogoče ta zgornja slikca prav tako, ja. Nekdo od dijakov je rekel, to je žaba. In pa sem jaz razmišljala, da kot en pedagog ne smem jaz to poudarka dejati, ali je to zdaj žaba ali je riba. Sploh ni pomembno, ne. Pomembno je, da ti tisti moment najdeš idejo za zloženo servetko, ker res je, da servetka dostikrat ponazarja temo nekega pogrinka. Nekega pogrinka in pa tudi tistega časa, ne? Časa, dogajanja, za katero je pripravljen. noter v tem pogrinku, to točno veš, da spada pač v velikonočni čas, tudi za otroke nekaj. Halo? Še imate mogoče kakšno vprašanje? Ne bi. Bi podarili. Pa bomo dali mi nagradno vprašanje. Bova dali nagradno vprašanje. Simona? Kje učim? Ja, v šoli v Zrečah. Šoli v Zreče, dovolj. Poslušajo zanimanjama, veš, Simona. Ja, lejte, pustite naslov in seveda boste prišli po tale priročnik. V redu? Lepa hvala. Ja, torej lepa hvala tudi vam, da ste poklicali. Še nekoga imamo na telefonski zvezi. Halo? Lepo zdrav komu? Tončka iz Šempetra. Tončka, lepo zdrav v Šempetra. Kako se imate kaj danes v Šempetru? Ja, super. Super. Tončka, a lahko malce utišate televizor, da se bomo bolje slišali? Prav. Takole, je že bolje. Kar z besedo na dan, Tončka. Ja, jaz bi vprašala, zakaj se na ladji stregli samo vino? Zakaj samo vino? Aha, zanimivo vprašanje. Ja, ne vem, tako so nas določili, ne. Dekleta smo pač bila izurjena kot wine waiter, kot sem že rekla, mi smo stregli samo vina in samo vino zahteva toliko protokolnega znanja glede tega, kako, kdaj smeš, tako, kdaj smeš strežiti, kako strežiti vino, da je bilo tega toliko novih informacij in želeli so imeti, to je bila luksuzna ladja, bom rekla res temu primerno postrežbo, tako da je vsak vedel točno svoje delo. In jaz sem pač bila sprejeta na to ladjo kot wine waiter. Jaz sem se kar malo trudila, da sem prišla tega. Pa mi je uspelo, pa mi ni žal in zelo lepo je bilo. Lahko smo pa sodelovali, mogoče to sem pa res pozabila prepovedati, na raznih bifejih. Potem zvečer, ko so se izvajali za
naše goste, ampak smo bili samo, bom rekla, v bifejski mizi in mogoče, ne vem, kako priprava jedi pred gosti, kaj šunko rezati, pršut ali pa kaj takega. Super. Na stojalu in vse v glavne funkcije so pa delali spet moški, tako eleganca in tako naprej. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, zdaj pa ne bi bilo. Ja, zdaj pa verjetno tudi, ali bova še kakšno knjigico za kasneje, ali dava? Lahko, pa mogoče se mora spet Aha, eno vprašanje spet rabiva, ne? Kaj bi pa dali zdaj? Nekaj lahkega. Nekaj lahkega. knjižico oziroma A priročnik. ste mogoče poslušala, zakaj nisem obesedila te vzorce? Zaradi Naravno kar. Takrat ste telefonala. Dobro, bomo pa nekaj lažjega še. Se mogoče spomnite, kakšne informacije so še tle noto razen teh servetk, ne? Od zadaj je še nekaj, tako od zadaj malo pokažemo, ne? Pa mogoče se gospa še spomne, da tle od zadaj je pa še nekaj. Ja, zdaj, ker sem pa glih na telefonu, pa ne vidim televizijo, je čist drugim prostorom. Kaj bi pa vprašali mogoče še? Kaj bi bilo lažjega? Vi bi pa vsekakor imeli Mene se knjižico lažje. oziroma priročnik. Ja. vsekakor. No, potem pa recimo vprašamo, v kolikih fazah so pa te fotografije prikazane, no to pa je, mislim, 8, 9, ja. No. Ja, tako, Bo v redu, ta ne, bo v redu, ja. Tako ne pustite naslov, pa seveda pridite po tale priročnik. Ja, najlepša hvala. Lep Enako. pozdrav tudi vam. Simona, zdaj se bomo Ja. pa seveda pridružili tamle dekletom, takole, ja. Pridno so. Če bi gospa Franska za uvod povedala, mogoče, ja. Danes v čisto drugi, bom rekla, luči, a ne? Vam gre to delo? Ja, Gre. gre, ker smo že ga tudi praktično izvedle. In res bi se zahvalila gospe Simoni, da je izdala ta priročnik, ker se mi zdi, da nam bo velikokrat pomagal, da bomo lahko tudi v nedeljo za kosilo pripravljeno lepo pogarjeno mizo. Mizo, Se ne? mi zdi, da je to Že lepo. ko gost pride, a ne, da vidi tako lepo ukrašeno mizo, seveda se mu kar pocedijo sline, ne samo po hrani, ampak tudi potem Po obliki, po samem videzu mize. Ja, super, seveda dekleti tudi pridno delajo tele stvari. Simona, mogoče Ja, kaj to za en vzorec? ja, tole so zložile božično zvezdo, no, saj vsi ti vzorci imajo imena, ne. Imena, ki mogoče zaenkrat nisem želela, da bi imele pač kot ime to poudarek. Ta zvezda recimo se vedno takole, bom rekla, servira na krožnik, ne. Od tega je odvisno, ali je stoječa položna servieta ali je višja. Potem vemo tudi, kako jo polagamo, ne. In ponavadi ti nižji vzorci polagamo na krožnik, v sam pogrinjek, medtem ko ti višji vzorci. No, imamo više in pa niže, ne? Ja, se tako so tudi v knjigci, ne, po vrsti od nižjega, pa lahko tudi v kozarce, tako kot smo prikazali tamle na mizi. Zlaganje servetk, jaz bom rekla, včasih imajo ljudje malo pomisleke, bom rekla bolj gostinci kot gostje, ali je to higiensko ali ni higiensko. Jaz sem imela že zelo kar nekaj, bom rekla, o tem člankov in mislim, da tisti, ki ima v tem, bom rekla, predsodke, prav da nadene rokavice. Vi ne denete rokavice, Simona? Ne, jaz jih ne, ker tudi, bom rekla, kruhko zamesim, čist z rokami mesim. Čist z rokami, gre lažje, ne? Tako da, mislim, tudi pogrinek sam vsak, ki ga dela, vem in verjamem, da ima čiste roke. Tle je pač, bom rekla, ena ustvarjalnost in gostu, je pa bistvo, da ga ti presenetiš, da pričaraš neko lepo vzdušje, lepo omizje na neko lepo temo oziroma praznik, ki je, da je malce drugačne. Tako kot sem rekla, ker smo že toliko zaposleni, pa ne veš, kako bi vrnil, ne, bom rekla, tiste trenutke ali pa povedal nekomu, da vsem ti ni vseeno, da je tak tempo življenja in potem prazniki so pravšnji za take trenutke. Takole, dekleta gre? Gre, a ne, sicer pa tule vidimo spet nov. To je pa ladica, ja, gospa je zložila ladico. Ti vzorčki so čisto različni, a ne. Prikazani so pač tudi barvno, ne, je treba zdaj gledati recimo... No, to me tudi zanima, ja, ne? barvno recimo bi ladica bila bolj modra, a ne, ker bi tudi bil kak morski pogrinjek, morski meni, morske jedi. Tako da bom rekla,
tle v bistvu tone pač zbiramo glede na priložnost. Takole jaz, dekleta, vas seveda prepustim, da delate naprej, še se bomo oglasili, čim več vzorcev, potem bomo malce pokomentirali te vzorce, ne? Simona, midve pa seveda nazaj tukajle. Imam še eno vprašanje, kaj pa materiali teh servet? Aha, ja, to je bombaž, a ne. Moram reči, da sem imela eno veliko srečo, v nesreči sicer, da prvo jaz sem pa si ta priročnik drugače predstavljala, ne, da bo to nekdo izdal. Jaz bom pa svoje znanje dala noter in bom izdala ta priročnik samo kot avtorica. Potem se je obrnilo pa drugače in je pač nažal mogla nastati sama založba, kar me je pa prisililo, da sem iskala sponzorje. In med sponzorji sem našla tudi krasnega sponzorja, ki mi je nudil, bom rekla, vse vrste servet. Bi pa povedala, da vsi ti sponzorji so javno tudi v mojem priročniku odzadaj in na moji spletni strani in sem jim res hvaležna. Takole, Simona, malce te bom prekinila, potem bova seveda šli z temi pogrinki naprej. Še prej pa naj povem, drage gledalke in gledalci, da lahko pokličete, seveda na telefonski številki Simono, seveda tudi še kaj vprašate, še bomo podelili nagrade, podelili pa bomo tudi 2 vstopnici Wernerja, seveda koncert, ki bo kaj kmalu tukaj v dvorani Golovec v Celju. Zato tisti, ki bi seveda rad šel si pogledati Wernerja, naj pokliče na telefonski številki, zastavili bomo 2 nagradne vprašanje. Prvo nagradno vprašanje se glasi, kako je bilo, ker je danes seveda kulturni praznik, Prešernov dan, kako je bilo ime Prešernu oziroma Francetovi največji ljubezni, ne? To midve seveda Simona veva. Torej, prvo nagradno vprašanje, kako je bilo ime največji ljubezni, ljubici, bomo rekli temu, doktorja Franceta Prešerna. To naj bo prvo nagradno vprašanje. Drugo pa seveda, ja, kje se je rodil doktor France Prešeren. To naj bo pa seveda drugo nagradno vprašanje. Mogoče že imamo nekoga na telefonski zvezi? Halo? Halo, lepo zdrav komu? Ika iz Velenja kliče. Lepo zdrav, kako vam je ime? Ika. Ika? Ja. Joj, zanimivo ime, nisem slišala tega imena. A res? Ja, zanimivo ime. To je moje ljubkovalno ime. Ljubkovalno, no pa takole. Ika, lejte, nagradno vprašanje, verjetno boste odgovarjali, a ne? A bi šli na Wernerja? Ne bi šla. A ne bi šli? Ne. Pa bom pa jaz šla, danes bom pa jaz verjetno te vstopnice obdržala. Mene bolj zanima, kakšni so bili jedilni, mislim, servis, pogrinki, beštek, kak so oni, isto kot pri nas ali je drugače? A ja, na ladji. Ja, inventar verjetno, gospod zanima, ne? Ja. Celotni inventar. Ja, tako je bilo, moram reči, da resnično se je z priložnostjo menjeval tudi vrste porcelana na mizi in pa tudi kozarci. Vse ostalo, a ne, kot takšno, res je, da tudi prti takrat so bili za naše čase, moram reči, mi tega tle res, jaz nisem bila navajena, imeli smo prte, mogoče ne v takem dizajnih, stilih in pa toliko, bom rekla, razponu v baru, ker tudi natakar je mogel biti. Mi smo imeli 8 uniform. Ja, 8 različnih uniform, zato da se nas goste niso naveličali, ker ja, resnično, da je bilo, bom rekla, imeli smo zastonj frizerja na ladji, ja, tako da so nas uredili, predno smo šli v salo. Mogle smo biti urejene, ja, to smo tudi podpisale, če bi kršile teh pogojev, bi tak ali tak. Takole, zdaj pa Simona, a bova še podarili eno knjigico, eno resnično še bova, en priročnik. A bi imeli vi ta priročnik? Halo? Se je že poslovila, gospa verjetno poslušala, ne, zelo zanimanjem. Sicer pa že imamo nekoga na telefonski zvezi. Halo, lepo zdrav. Dober dan. Dober dan, komu? Metka je žalca pri telefonu. Metka, lepo zdrav, z besedo nazaj, na dan. Simono bi najprej lepo pozdravila, ker je poznan iz gostinske šole. No, super. Ta prvo bi vprašala, kako dolgo je bila na ladji? Na ladji sem bila 8 mesecev. Kako je ta ladja zanimiva, ne? Ja, 8 mesecev. Lepo je bilo. Lepo je bilo. Še kaj mogoče? Vprašala bi jo, če je možno te figurice delati tudi iz onih navadnih servetkov. Ja, krasno vprašanje, hvala. Seveda se da. Določeni vzorci, bom rekla, so še mogoče bolj primerni iz papirnatih servet, medtem ko
bom rekla, za svečanosti, pa se dosti krat poslužujemo predvsem platnenih ali pa kombinacija kar obeh. Tako da ta priročnik je pač bil izdan predvsem, bom rekla, za svečane priložnosti in zato je tudi bolj kot ne so uporabljene platnene servetke. Čisto na koncu priročnika pa je nekaj otroških variant, tam so pa striktno iz papirja, ker je potem, ne vem, kronica, pa en srček, pa ena ladica, to je pa za take otroške menije, za tiste res male svečanosti. Takole. Zdaj, verjetno, če se poznata, bo verjetno preko tebe, Simona, dobila tole... Po spletni strani, ja. Bomo pa seveda, ali bi imeli ta priročnik? Kako pa vem, no? Če bi ga dali. lahko kar takole. Simona, kar hitro, nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje. Katere pribore oziroma kaj spada pod pribora, ne? Tako, in kaj vse potrebujemo za omizje, pripravo omizja? Aha, veliko žlico, vilko, nož, potem, če so ribe jedi, damo zraven posebej pribor za ribe. Super, evo. Tu bo dovolj. Dovolj. Bo dovolj, dobite seveda tale priročnik, pustite naslov in se seveda oglasite po priročniku. Redo? Najlepša hvala. Lepa hvala tudi vam, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje, Simona, za ribe. Jaz vem, da sem enkrat jedla ribe in ko sem se usedla za mizo, jaz sem sam jedla, ne? Enih 6 vrst, ne vem, nožev, jaz nisem imela, katerega ne vzamem. A imaš kakšen? Ribi pribor, imam nekaj pribora, sem prinesla, ker smo se tako dogovorile, a ne, ker je bilo pač... Res je, da gostje včasih padajo v zadrego, ker na pogrinku vidijo več pribora. Jaz nisem imela, katerega ne vzamem, sem imela tudi ko se pogrinjek sam kot tak dela, ne, začneš iz notranjosti polagati na vzven, glede na hode, mogoče tle zdaj lahko pokažem meni karto. Meni karta nam pove, kaj bo gost takrat tudi jedel. In glede na te hode, te razpone, le moram pokazati te razpone, ki so za srčki, tle za Valentinovo narejeni, potem vemo recimo, koliko pribora, koliko hodov imamo, toliko pribora potrebujemo. Gost pa začne glih z nasprotne smeri jemati pribor, ne, od zunaj proti notranjosti. Če pokaževa konkretno ribi pribor, a ne, ta ribi pribor, ki ga dostikrat mogoče res ne poznajo gostje dobro. Predvsem je namenjen temu oblika filiranju. Filiranje, sem rekla, da jo odpremo, ne, ribo. A to je filiranje, ne? To je filiranje, ja. Da ribje meso, bom rekla, ločimo kosti z njega, ne, in ga potem na manjše dele ali pa postavimo v isto obliko za gosta. Skratka, to je filiranje. Takole, halo? Smo se že poslovili. Takole, podarili bomo še tele 2 vstopnice, poleg seveda vseh teh priročnikov, ki si jih Simona danes ti podarila. Jaz sem zelo vesela, hvala ti. Še imamo nekoga na telefonski zvezi, halo? Dober dan. Dober dan, lep pozdrav komu? Jožica iz Mozirja. Jožica iz Mozirja. Seveda boste odgovarjali na nagradno vprašanje? Ja, če bom znala. Bi šli na Wernerja? Bibi. No, rekli smo, kako je bilo ime ljubici doktora Franceta Prešerna? Ana. Ne. Julija. Ja, Primiceva Julija je bila to, ne? Ja, Primiceva Julija. Zdaj pa jaz vam bom podarila 2 karti. Boste še odgovorili tudi na drugo vprašanje, da si boste seveda nekako priborili še drugo vstopnico, kajti v dvoje je lepše oditi na Wernerjev koncert, a ne? Ja, če bo kaj pomoči. Takole, kje se je rodil gospod oziroma doktor predvsem Prešeren? Vrba na Gorenskem. Vrba na Gorenskem. Takole, 2 vstopnici sta vaši. Super, hvala. Oglasite se tukaj, pustite naslov v naši redakciji. Da. In jaz vam seveda želim obilo užitkov, sicer pa vprašate še kaj, Simona, vas kaj zanima? Ja. Glede pogrinkov, mogoče... Me zanima, koliko ste imela kaj na ladji. Kje vse je plula. Ja, to smo že povedali. Nisem spremljala od začetka. To smo že povedali, skratka, bom rekla, potovanje je bilo dolgo, ne, Simona? Ja, moram reči, da smo potovali tam, kjer je pač ladja imela, bom rekla, nujo, da gre, ne. V bistvu šli smo takrat v Brazil, Grčija, Francija, Tunis. V Italiji je bila ta tekma z Brazilom, ne, in pa smo šli po njih, pa jih dol pripeljali
pelali. Tako zanimivo, ja. Super. V bistvu drugi so narekovali križarjenje, ker mi smo se bolj obadali za samo postrežbo. Ja, takole. Pa še nekaj me zanima. Ja. Kak je bil moški odnos do nje? Kako so se natakali Ja, ostali? no, dobro vprašanje, ne. Tako kot so vse pogodbe bile, je bila tudi ta, ne. Mi smo bile zaščitene kot, kaj bi rekli, kočevski medvedi. Tako da resnično, moram reči, da teh stikov ni bilo časa, ni bilo. Dela je ne. bilo ogromno, ne? Ja, bilo je in zelo nadzirana zadeva, tako da ni bilo kakršnikoli problemov, nismo imele problemov. No. Super. Lepa hvala seveda za tale vprašanja. Tudi vam. Ja, se še slišimo. Lepo popoldne še naprej. Ja, vam tudi. Pa seveda oglasite se po tele 2 vstopnici. Simona, čas hitro beži. Počasi bomo zaključili. Jaz seveda bom zelo vesela, če še boš kdaj prišla v mojo oddajo, pa bomo kakšno drugo stvar seveda predstavili. Za konec seveda naj še poveva tole, pokaževa seveda slike takole tvojih 2 otrok, ki sta seveda tudi, bom rekla, zaslužna za to, da si ti, takole table moram pokazati, izdala tale priročnik, so ti pomagala. Ja, mislim, da tudi starši, družina moja, ne, in pa predvsem moram reči, da Tina pa Gregor sta mi dajala skozi navdihe. Ja. Tudi ona dva sta na spletni strani kot soavtorja predstavljena, ker sta tudi zložila svoje pogrinke dekorativno. Ne vem, ko sem gledala še njih dva, so mi še to bolj, bom rekla, ideje padale v glavo. Ja, pa veselje, pa tako, ti da navdih. Takole, jaz sem zelo vesela, Simona, da si danes bila gostja. Naslednja oddaja, oziroma ena od prihodnjih oddaj se bova podogovorili, da bova malce predstavili tvojo drugo dejavnost, sommelierka, ne si? Lahko, vinski svetovalec ali sommelier. Ja, to bova takole prihranili za naslednjo oddajo, a ne? Malce bova še skočili tjale do deklet in se seveda tudi poslovili za danes. Dekleta je šlo. Sicer pa kako dolgo nastaja mogoče tale ladica iz tvojih rok? Ja, zdaj, ko je praksa, malo manj. Malo manj, a ne? A je to Simona vas priučila? Ja. Vse Simona, a ne? Tamle tudi vidimo, kako se pa imenuje tale vzorec. Ja, to bomo pa Simona zdaj pa Simona. Aha, to je lepo školjka. Školjka, ja, to je. Ja, školjka. Po Simonino je tole školjka, jaz pa ne vem. To je školjka. Ja, če bi se zdaj kontra obrnil, bi že bil križec. Ja, ta isti vzorec, ja. Ta isti vzorec je zanimivo, a ne? Da se samo recimo obrne, pa je že drugi vzorec, ki je v priročniku prikazan, že spet drugače. Tle se zdaj vidi, kako se to da ustvarjati. Takole. Jaz sem vesela, mogoče, če smem še to izkoristiti, da resnično, da se vidi, da tudi turistične kmetije tle imamo kar 2, jaz moram reči, da mi dosti sodelujemo z njimi in tudi za Fransko, da bom rekla, se tako trudijo, a ne, da pričarajo, da so sprejeli tako lepo priročnik. Jaz sem tudi zelo vesela. Franska, jaz vidim pa tamle, da nič ni na vaši strani. Ali je? A je to poseben pogrinek? To je posebni pogrinek. Kako se imenuje? Pismo, ja. Aha, tako. To je bilo najlažje, ne, Franska? No, niti ne najlažje, samo sem pač rekla, naj bo nekaj posebnega. Takole. Nekaj druga oblike. Takole, Franska, in pa seveda dekleti, najlepša hvala, da ste danes prišli v studiu. Simona, tudi tebi se zahvaljujem.